Pozdravljeni. Danes 15. julija 2022 smo na nekdanji Svetozarevski, današnji ulici Škofa Držečnika, postavili prvo ulično razstavo Sinagoge Maribor. Do zdaj namreč še takšne razstave nismo imeli. Naslov je pa seveda tudi unikaten, ker se do zdaj še nikoli nihče, vsaj po mojem vedenju, tudi mi Sinagogi Maribor nismo lotili teme na ta način, kot je v naslovu zajeto, judovska zgodovina Maribora. Torej, opisovali bomo na tej razstavi dve poglavji te judovske zgodovine, in sicer na eni strani grejo panoji, ki opisuje srednjeveško obdobje, ki je pravzaprav celo bolj znano, kot je sicer 19. in 20. stoletje, ki pa je potem enakovredno predstavljeno na drugi strani panojev, kjer je prikazano 19. in 20. stoletje. Sama razstava je bila načrtovana že za lansko leto, ob 20. letnici našega delovanja, zaradi več razlogov se to ni uspelo uresničiti, tako da je zdaj pač postavljeno ob 21. obletnici. To se pa simbolično tudi kaže v tem, da je seveda poleg tega naslovnega panoja še potem 21 slik, 21 panojev, torej 21 poglavij iz judovske zgodovine Maribora. Predvsem pa se moram na začetku zahvaliti ustanovam in posameznikom, ki so sodelovali pri pripravi razstave. Brez njihove pomoči, brez njihove informacije, brez njihovega gradiva, te razstave seveda nikoli na ta način ne bi bilo, kot je tukaj. Pa kar prvemu panoju. Prvi pano govori sicer neko zelo znano in splošno zgodbo o srednjeveških Judih. Srednjeveški Judi so bili povsod po Evropi vedno vselej in povsod diskriminirana manjšina. Seveda so bili dostikrat in marsikaj tudi v Mariboru večino časa tolerirana manjšina, žal pa seveda tudi pogostokrat ostro preganjani. Pogrom je beseda, ki je sicer izumljena bila šele v 19. stoletju, ampak dejansko seveda lahko dobro označuje to, kar se Judom pogostokrat, ne pa vedno, vselej in povsod, dogajalo v srednjem veku. Tale slika sicer tukaj ni iz Maribora, je iz enega Mariboru bližnjega kraja, Humberg, Holenburg, v bližini Celovca, je pa ena izmed najbolj plastičnih upodobitev srednjeveških Judov. Levo in desno namreč vidimo dve bradati pojavi z značilnim judovskim klobukom. No in predstavljati si smemo, da so srednjeveški mariborski Judje na ta način bili podobno diskriminirani, oziroma da ta dva, ki sta tukaj prikazana, približno pokažuje tudi, kakšni so morali biti srednjeveški mariborski Judje. Zdaj sam srednjeveški Maribor, ki ga imam tukaj prikazano na eni izmed upodobitev 17. stoletja, nikakor ni bil majhno, nepomembno mesto. Res, da seveda v srednjem veku nikoli ni bil sedež škofije, vendar že je opazno velika župnijska mestna cerkev govori o tem, da je to šlo seveda za zelo ambiciozno mesto. Eden od dodatnih argumentov, da vemo, da je seveda srednjeveški Maribor bil mnogo več kot samo mesto, ampak pomembno mesto, je v tem, da je imel zelo zgodaj, verjetno še pred letom 1300, judovsko skupnost. No in kar je še posebej tudi pomembno, kar se tudi na tej sicer upodobitvi 17. stoletja jasno vidi v jugovzhodnem kotu mesta, ta skupnost je bila tako velika, da je imela svojo sinagogo. Namreč nikakor niso vsa mesta, ki so imela judovsko prebivalstvo, imela dovolj Judov, namreč minimum je 10 odraslih Judov za javno molitev ali sinagogo. No, Maribor je to imel očitno zelo zgodaj, ker je torej prva faza mariborske sinagoge verjetno bila že okrog leta 1300. Sam konkretno judovski predel mesta, oziroma bolje pravilno, to, kar je od njega ostalo danes, je zelo plastično prikazano na tej odlični fotografiji našega sicer stalnega sodelavca in prijatelja Branimira Retonja iz Fotokluba Maribor, kjer vidimo današnji izgled stavbe sinagoge, vidimo židovski stolp in pa vidimo tukaj se še danes reče Židovska ulica. Pri čemer je treba opozoriti, da je srednjeveška Židovska ulica, oziroma pravilno, Židovska ulica do začetka 20. stoletja segala v čisto tja do tam, kjer je danes Stari most, oziroma to, kar danes vidimo, je torej samo polovica srednjeveškega judovskega dela Maribora. Pri sami sinagogi bi opozoril na to, kar se zelo jasno vidi že na samem začetku, da je vkopana, na ta način se je seveda pridobila višina. No in ker smo prej omenili mestno župnijsko cerkev, glavna ladja mestne župnijske cerkve je visoka 16 metrov, sama sinagoga pa ima v svojem glavnem prostoru 8 metrov višine, torej polovico tega, kar je imela srednjeveška župnijska cerkev. Morda se komu to zdi malo, morda bo rekel, da to ni pomembno, ampak dejansko gre za nekaj, kar je seveda precej ambiciozno, spet kaže na to, da ta skupnost, čeprav diskriminirana, zaradi tega je torej, da se ta višina ne vidi na prvi pogled vkopana sinagoga, je pa imela seveda neko zaželjeno mesto, kar se kaže tudi tem, da je bila sama sinagoga zgrajena na mestnem obzidju. Namreč mestno obzidje je vedno skupna mestna last, tam ne more privatnik, pa še kar najbolj tako pomembno graditi, oziroma to je lahko bilo zgrajeno samo s soglasjem in ob sodelovanju, če rečemo v današnjem jeziku, mestnih oblasti. No, tu se še en detalj jasno vidi,
Približno tukaj je od leta 1358 so bila judovska vrata, ki so omogočala Judinjam, ki so morali hoditi večkrat tedensko ali vsaj mesečno v obredno kopališče ali mikve, ki je bilo tukaj, da so imeli bistveno krajšo pot, torej skozi judovska vrata, ne pa torej skozi glavna vrata, torej vse okrog. Torej razlika je zelo očitna in spet judovska vrata, ki so bila tukaj zgrajena, nikakor niso mogla nastati na privatno iniciativo, to je moralo biti nekaj, kar je bilo zagotovo v soglasju z takratno mestne oblasti in spet dokazuje, da torej ta skupnost judovska, srednjeveška, mariborska seveda nikakor ni bila nediskriminirana, vsekakor pa ni bila povsod in vselej zatirana. V nekaterih primerih lahko jasno vidimo, da je bila zaželjena. Zdaj, eden izmed dokazov, koliko je pomembna srednjeveška mariborska judovska skupnost bila, je tale še vedno ne dovolj poznana arheološka najdba. Namreč, ko so podirali eno izmed hiš nekdanje srednjeveške židovske ulice, takrat že glavnega trga, so v letu 1931 našli pod to hišo 100 zlatnikov, en izmed teh iz Narodnega muzeja Slovenije je predstavljen tukaj. Ne gre za karkoli, zlatniki so v srednjem veku zelo redki, še posebej pa do 14. stoletja. In sama ta mariborska najdba po sedanjih ugotovitvah velja za najstarejšo najdbo zlatnikov na območju tako zvanih avstrijskih dežel. Kar se vedno pri takih najdbah postavi vprašanje, če gre za neko konkretno premoženje, v tem primeru je šlo za neko premoženje, je zakaj tisti, ki je to zakopal, ni tega odkopal. Natančnih vzrokov za to ne vemo, lahko pa seveda glede na to, da so nekaj let kasneje, torej še v eni ostankih ene stavbe čez cesto, tam kjer je danes avtobus, kjer je bila nekoč avtobusna postaja na glavnem trgu, našli še en podoben zaklad srebrnikov, da je nesporno to povezano z najbolj tipično, nikakor pa ne edino dejavnost srednjeveških Judov v Mariboru, to je z denarništvom, posojanje denarja za obresti. No, ena izmed takih, ki je zelo obogatel s tem, je bil Iserlein. Iserlein je prvotno živel na Ptuju, se pa je okrog leta 1350, torej sredi 14. stoletja preselil v Maribor in potem 1363 ali 1364 umrl. Po njegovi smrti je nastal spor za njegovo premoženje in ker je šlo za veliko premoženje, je seveda ta sicer v osnovi privatni, sorodstveni, med sorodniki spor prišel do takratnega vladarja. To je Rudolf IV. Habsburški, njegov izjemno lepi pečat, sicer sploh eden izmed najlepših srednjeveških pečatov, kar jih sploh poznamo v celotni Evropi. Vidite tukaj dobro ohranjene te listine, ker je to Rudolf IV. Habsburški, njegov ime je Der Stifter, med drugim tudi zaradi tega, ker je ustanovil Dunajsko univerze, odločil, kako se 10 000 zlatnikov, kar je bilo premoženje tega Iserleina iz Ptuja, oziroma kasneje iz Maribora, razdeli med sorodnike. 10 000 zlatnikov je v tem času, torej v sredini 14. stoletja, pomenilo toliko denarja, da bi si lahko kupil ta Iserlein, če bi hotel, 20 velikih hiš v središču Dunaja. Če si samo predstavljate, kaj bi to danes pomenilo, potem ta naslov, ki ga ima, seveda to poglavje Mariborske zveze milijonarji iz Maribora, nikakor ni iz trte zvito. Eden izmed dodatnih dokazov, koliko je skupnost pomembna, je bilo, kot rečeno, že, da je bila sinagoga. Torej, kot rečeno, bila so ne tako redka naselja, celo nekateri pa imeli trgi, ne samo mesta, ki so imeli judovsko skupnost. Vendar ne vsaka judovska skupnost ni imela dovolj ljudi, da bi imela dejansko sinagogo, vendar če je bila pa sinagoga, pa morala biti potem tudi rabin. Rabin ni duhovnik v pomenu, kot ga poznamo običajno iz katoliške ali pa ostalih krščanskih ver, ker je njegova funkcija širša. Izhaja pa že iz tega, da sama beseda rabin v hebrejščini pomeni učitelj. Se pravi, čeprav ima seveda rabin določene verske funkcije, je predvsem njegova funkcija, torej izobraževanje najmlajših otrok in pa seveda na drugi strani, da je neka pravna avtoriteta. Lahko bi rekli, seveda, ker so Judje večino časa bili seveda absolutno manjšina v stiku z drugačno verujočo, po drugačnih pravnih sistemov živečo večino, je vedno bil potrebno nekaj, ki je bil most, ki je se spoznal na druge zadeve, in to so rabini. No, to konkretno je nagrobnik drugega po imenu znanega rabina iz Maribora. Njegovo ime je bilo Abraham. Sodeč po nekaterih drugih virih vemo, da je verjetno bil iz prostora Češke. Je pa zanimivo to, da je glede na podatke, ki jih imamo, mora biti pokopan že na tako zvanem drugem judovskem pokopališču, ki je bilo na območju današnje Strme ulice. Sam nagrobnik pa niso našli na območju današnje Strme ulice, ampak so ga našli v začetku 20. stoletja v eni izmed hiš, ki so porušili, ko so gradili današnji stari most, kar seveda to vse skupaj postavlja v kar precej težko razložljivo zadevo. Original je sicer shranjen danes v Pokrajinskem muzeju Maribor, v sinagogi imamo pa seveda samo kopijo. Najbolj pomemben rabin, ki je bil iz Maribora, se imenoval Iserlein. Ne smemo ga zamenjevati z preomenjenim bančnikom Iserleinom.
On je bil nesporno rojen v Mariboru, njegov oče pa je bil sicer po poreklu iz Kremsa na Donavi. Krems, še danes pomeni avstrijsko mesto, v deželi Spodnja Avstrija, zahodno od Dunaja, ne, je v 14. stoletju bil poleg Dunaja najpomembnejše središče judovstva v avstrijskih deželah. No in ker je torej njegov oče umrl, ko je bil verjetno star Iselajn 3, 4, 5 let ali kaj takega, se je potem z mamo odselil k sorodnikom očeta v Krems. No in tam potem odraščal, začel se izobraževati, ki ga je seveda to izobraževanje pa potem preko Dunaja in mnogih drugih mest pripeljalo do tega, da je postal rabin. To, kar imamo tukaj podobljeno, je iz tega časa približno, ko je torej Iselajn živel v Kremsu, gre za ketubo. To je ena tipična judovska zadeva, namreč pred poroko se sklene poročna pogodba. No, ta ketuba je znamenita zaradi tega in izjemna, ker je ilustrirana. Prikazano imamo ženina in nevesto. In seveda oba sta v izjemno bogatih opravah, v krznu, čudovitem, žena ima celo krono in podobno. Ne. No in tukaj seveda imamo predimenzionirana sicer prsta, ne, ki ga ženi ravno kar podaja nevesti, ne, kar je seveda tudi v judovski tradiciji pomeni, da se torej je poroka izvršena. Ne. No, ampak v tem približno okolju, ne, v takšnih približno okoliščinah, kot so ta dva ženi in nevesta, je torej odraščal naš mariborski Iselajn, ki je potem, ko je sicer bila njegova družina uničena leta 1420-1421 v pogromu na Dunaju, se je vrnil ne tam, kjer je sicer verjetno živel pred odhodom v tujino in na študij, ne, ampak je odšel v mesto, iz katerega je prvotno pravzaprav prihajal, torej v Maribor. Maribor je precej hitro postal rabin in kar je zelo pomembno, še dokaj mlad, okrog 40 let, morda je potem imel tudi ješivo. Ješiva je šola za rabine, ne? Samo nekateri rabini so bili toliko pomembni, ta mariborski Iselajn zagotovo, ne? Da so imeli torej celo, rekli bi lahko, neke vrste fakulteto, se pravi šolo za bodoče rabine. Ne? Od leta 1440 je potem deloval v Wiener Neustadtu, kjer je imel mnogo večjo in še bolj pomembno ješivo, ne? In tam leta 1460 umrl. Zdaj seveda tukaj bi lahko rekli, da se je končala njegova zgodba, ampak dejansko se je izkazalo, da temu ni tako. Konkretno recimo, ne, 2 generaciji po njegovi smrti v začetku 16. stoletja so učenci njegovih učencev njegove rokopisne dela dali natisniti v Benetkah. Tu vidimo sicer drugo izdajo njegove najbolj pomembne knjige, kjer seveda so tako zvana pravna mnenja ali responze. Ne. No in kar je izjemno je tudi to, da je ta prva izdaja, torej te Iselajnove knjige, bila celo med prvimi 10 knjigami, ki so bile sploh natisnjene v Benetkah. Zdaj, Benetke pa si lahko predstavljate, da so bile v začetku 16. stoletja nekaj kot New York današnjega časa, oziroma verjetno si lahko predstavljate, kaj pomeni to, ne, da so nekomu v začetku 16. stoletja tiskali knjigo v Benetkah. No in ta rabin Iselajn, imenovan Marburg, torej po svoje rojstnem mestu, ne, je bil takšen. Nesporno najbolj pomembna osebnost srednjeveške mariborske judovske skupnosti. Saj še eno ime si velja zapomniti. Sorodniki tega Iselajna je bila družina Arona, ki se je imenoval Bogati. Namreč v sredi 15. stoletja so v Mariboru bili najmanj 3 Aroni. In zato, da so jih viri ločili, se imenovali Dolgi, Črni in pa Bogati. Zakaj je bil Bogati? Bogati si verjetno znamo predstavljati. Ampak on se je torej okrog 1470 preselil v Trst in tam nadaljeval s posli, ki jih je imel v Mariboru. Kakih 2-3 generacije po njegovi smrti so si njegovi potomci v Trstu in v sosednjih mestih Gorici in Gradiški, glede na poreklo svoje družine iz Maribora, dali italijanizirani priimek Morpurgo. No in ta priimek Morpurgo prevodu pomeni torej Mariborčan, danes nosi okrog 2300 potomcev tega prvega Arona Bogatega iz Maribora, ne? In sami za sebe potem že svojim imenom delajo reklamo našemu mestu. Živijo marsikaj po svetu, težko bi zdaj našteli vse na kratko. Ne? Tale simpatični detalj, ki ga imamo tukaj iz 17. stoletja, pa je sicer ketuba, kot že prej povedano, poročna pogodba med enim izmed teh Morpurgov z eno izmed članic judovske družine Stella, zvezda v prevodu iz Pirana. No in kar je še posebej lepo tukaj vidno, ne, podobno kot srednjeveška, tudi ta ilustrirana, ne, vendar je tu en detalj, torej Morpurgi so imeli svoj grb, nekaterim je podoben Jona, ki ga požira kit, ne, kar pa seveda, ker je zgodba naprej, potem da je Jona potem vseeno preživel, bi lahko rekli, da simbolično predstavlja to, kar je bila usoda Morpurgov skozi stoletja od njihovega odhoda iz Maribora. Ne. Torej vedno znova nevarnosti, ampak vedno te nevarnosti, kateri so preživeli in danes jih imamo še vedno torej 2300 po celem svetu. Judje so bili iz Maribora pregnani ob koncu 7. veka.
Leta 1497 je bila letnica izgona, točno na praznih svetih treh kraljev. No in zanimiv detalj je, da ker seveda v tem pogromu sicer bil nihče ubit, nihče ni bil tudi ranjen, je pa bilo vseeno zahtevano, da Judje prodajo svoje premoženje. Torej, ker je bil znan deadline, do kdaj morajo prodati, si lahko predstavljate, da svoje nepremičnine, torej hiše, v takratni židovski ulici niso mogli biti najbolj ugodne cene. Eden izmed ljudi, ki je to zagotovo izkoristil, je bil takrat najbogatejši Mariborčan Bernardin Drucker, večkratni mestni sodnik, kot rečeno, verjetno takrat najbogatejši Mariborčan, ki je konkretno recimo še 2. januarja 1497, torej 4 dni pred izgonom, od enega izmed teh Judov, ki so bili pregnani, kupil hišo. Lahko si predstavljate, da je bila cena zelo ugodna. No, ampak na koncu ta Bernardin Drucker ni dobil samo eno izmed hiš, oziroma ni kupil samo eno izmed hiš, ampak je torej bil takratni vladar, rimsko-nemški kralj, bodoči cesar Maksimilijan Habsburški, očitno pri njemu nekaj dolgov imel, mu je predal tudi sinagogo. Sinagoga ni bila privatna last, zato je ob izgonu Judov postala državna, vladarjeva last, in zato je torej Maksimilijan lahko predal, oziroma za zapolnitev svojih nekih dolgov verjetno predal tudi Bernardinu Druckerju. Bernardin Drucker je bil, kot se kaže, torej 4. generacija zelo uspešnih trgovcev, ki so začeli svojo pot na Ptuju in so že imeli prve generacije stike recimo z Zagrebom, Varaždinom, sosednjimi kraji. In kot rečeno, v času svojega življenja je bil verjetno najbogatejši Mariborčan, bil je poročen, ampak po virih vidimo, da ni imel potomcev. To je verjetno botrovalo odločitvi, da je skupaj s svojo ženo to zdaj sinagogo spremenil v kapelo vseh svetih, vendar kar je zelo pomembno, je tudi dotiral s tako velikimi sredstvi, da potem, ko je to mesto po njegovi smrti, ker ni bilo potomcev prevzelo, se je ta beneficij, se je ta cerkvena ustanova ohranila do 18. stoletja, ko pa je bilo to seveda v času že finskih reform ukinjeno. In potem naslednjih 200 let marsikaj, zaradi tega je seveda od tega vsega skupaj ostalo zelo malo. No, na Bernardina Druckerja zelo neposredno spominja vrata nad vhodom današnjim, kjer se seveda še vedno vidi napis priimka Drucker, tu je najbrž bil nekoč grb, samo je žal danes zabrisan. Torej, leta 1497, vsaj do sredine 19. stoletja, v Mariboru ni bilo Judov. Tale fotografija prikazuje danes izginuli del Židovske ulice, se pravi, to je dan, kjer je danes glavni trg 22, 23, 24 in tako naprej, ki so ga porušili v začetku 20. stoletja, ko so gradili današnji Stari most. Zelo, bi rekli, mračna, skrivnostna atmosfera se kaže po tej fotografiji, in samo obžalujemo lahko, da se seveda nesporno izjemno atraktivni del starega Maribora ni ohranil do danes. Ampak ko je ta fotografija nastala, so v Mariboru ponovno že živeli Judi. Konkretno leta 1910 jih je bilo 66, številka nikoli ni bila strašno velika, ampak so bili. No, en izmed teh, ki je recimo živel v tem času v Mariboru, je bil Artur Rosenberg, ki je utemeljitelj znanstvenega proučevanja srednjeveške zgodovine Jude na Štajerskem. Med takratnimi judovskimi družinami je zagotovo stopala družina Turat. Imeli so trgovino s tekstilom, galanterijo, čevlji in podobno, na vogalu današnje Partizanske in pa Prešernove. To je bilo pred prvo svetovno vojno in po prvi svetovni vojni tako zvana promenada. No in tukaj vidimo tudi napis trgovine H.J. Turat. Ta H.J. Turat so seveda takratni Mariborčani seveda malo antisemitsko v duhu časa prevedli kot Hauptjud Turat. Koliko je bila pa ta firma, pa koliko je bila ta družina sposobna, se pokaže tudi v tem, da so sredi 20. let postali glavni podružnica takrat zelo znane češko-slovaške podjetja za proizvodnjo čevljev Bata, kar se tudi vidi na tem napisu. No, drugo svetovno vojno je dočakala samo ena izmed članic družine Turat, ki se je pred prvo svetovno vojno poročila v Pulj, je pa končala svoje življenje v Auschwitzu. Še ena oseba, ki nam kaže na seveda spet ne samo judovsko prisotnost v Mariboru, pač pa nekaj, kar je absolutno zelo značilno in zelo tipično in zelo pomembno za začetek 20. stoletja, ženska emancipacija. Namreč gre za družino prve mariborske zdravnice. V Mariboru se je seveda imala Klara Kukovec, ker se je poročila s Slovencem Kukovcem, ampak njeno originalno ime je bilo Klara Doktor. Malo nenavadno, doktor ponovadi se ne pričakuje od primeka, ker to je lahko relativno pogosti primek pri Judih. Rodila se je v Hersonu, v današnji Ukrajini. Herson je mesto blizu Krima, ki je eno izmed prvih mest, ki ga je v sedanji vojni Rusija zasedla. No in ona je seveda, ker v domači Rusiji, takratni Ukrajini, ni mogla študirati medicine, šla v Švico, se spoznala s tem Slovencem, sta se poročila, in v zakonu so se rodila dva sinova. Mlajši, Robert Kukovec,
je tukaj na fotografiji, je potem med drugo svetovno vojno bil partizanski zdravnik in padel kot partizanski zdravnik in njemu v čas se imenuje ena izmed mariborskih ulic. Vsaj po mojem vedenju je to edina konkretna ulica, ki se v Mariboru imenuje po kakem mariborskem judu. No, sama Klara Kukovec, pa kot rečeno, ni bila samo prva zdravnica v Mariboru, ampak celo tudi v Trstu predtem. Svoj poklic je pa opravljala neverjetno dolgo, do svojega 92. leta starosti. Še ena oseba iz časa pred drugo svetovno vojno, tudi ker je seveda zelo tipično povezana z takrat izjemno pomembno organizacijo, ki je marsikaterem predstavljala najboljše, kar je Maribor imel po drugi strani, to je Rotary klub. In se gre za podjetnika Josipa Rosenberga, to je on, in pa njegova žena. Kot vidite, sta sestavni del takratne družbe, to je takratni predsednik Rotary kluba Florian Zupanc, bančni direktor, to je takratni urednik Marburger, Maribora Zeitunga, Udo Kasper, no in pa recimo vrsta pomembnih takrat in znanih Mariborčanov. No, zakaj je seveda vsestranski Josip Rosenberg? On je imel samo trgovino z živili, ni imel samo trgovino z usnjem, ampak je imel tudi drevesnico, drugače pa bil krajši ali daljši čas udeležen tudi v tovarni Mila Zlatorog, predhodnico današnje tovarne Zlatorog, in pa tovarne papira in kartona Sladkogorska, predhodnico današnje Sladkogorske. Vojno je sicer preživel s skrivanjem, očitno v Banja Luki, ampak kakšna je njegova usoda po drugi svetovni vojni, pa zdaj ostane neznano. Prava, bi rekli, razcvet judovske prisotnosti v Mariboru po drugi svetovni vojni pa nesporno povezan z razmahom tekstilne industrije. Sploh prva mariborska tekstilna tovarna, nastala v 22. leta na Studencih, to je tale, na spodnji tem sliko, je nastala kot podružnica pomembne in znane tekstilne tovarne na območju takratne Češko-Slovaške, nekdanje pač kronovine Habsburške monarhije Češke, katere lastnik je bil Edvard Doktor. Tudi on se je pisal doktor, tako kot Klara Kukovec, ki se je prvotno pisala doktor, samo on ni bil iz medicine, ampak je bil iz tekstilnega biznisa. No, v mariborski tovarni je imel partnerja, zato je bil naziv uraden, torej te tovarne doktor in drug. No, ta partner je bil pa njegov zet, ki pa je bil dejansko doktor znanosti in sicer doktor kemije, pisal se pa Cuker. No in zato potem to naziv doktor in drug. No in to je bila dejansko ne samo prva tekstilna tovarna sploh v Mariboru, ampak je bila potem tudi, sodeč po podatkih, največja tekstilna tovarna v Mariboru pred drugo svetovno vojno. Žal te tovarne ni kaj dosti ostalo. Ta glavni del te tovarniške hale so bile porušene, če se spomnimo leta 2012, ko je bilo pač željeno tukaj zgraditi nesojenih center Max. Je pa dovolj tistih drugih elementov ostalo, da se lahko predstavljamo, kaj je pravzaprav ta tovarna nekoč za Maribor pomenila. No, še en podjetnik iz Češke, Löbl, se je prvotno pisal Larič, Vilko, on je pa ustanovil prvo tovarno v Melju. To je fotografija njega in njegove družine, žena, oba sinova, Pavel Larič, ki je to fotografijo posredoval, ki upam, da še vedno živi v New Yorku, namreč dolgo časa sem bil v stiku z njim, ampak zadnje čase se mi ne oglaša, da upam, da se njegovo življenje ni končalo. Je tukaj seveda prikazan zadnjič v Mariboru. Namreč oni so 1940. leta po eni taki zelo zapleteni poti zapustili Jugoslavijo, prišli do New Yorka, postali ameriški državljani. Sam ta Pavel Larič, potem ko se je v 80. letih prvič vrnil v Maribor, se srečal z nekdanjimi sošolci, je potem napisal knjigo v angleščini, teh svojih, bi rekli, vtisov o Mariboru in svojem otroštvu, tipični naslov Maribor Remembered, ker si lahko predstavljate, da v angleščini ni ravno dosti knjig na temo Maribora, je to ena izmed teh, ki je napisal torej nekdo, ki je odraščal v Mariboru in se mu ta Maribor toliko vtisnil v spomin, da je potem na stara leta o tem pisal. No, še ena zelo pomembna rodbina, pravzaprav najpomembnejša rodbina, je bil pa Marko Rozner, tudi tekstilni industrialec. Vrsta zadev je v njegovi življenjski poti, karieri v Mariboru, ki ga zdaj sporednega s Hutrom. Huter ni bil rojen Mariborčan, ampak je bil kočevski Nemec, ki se je preselil po prvi svetovni vojni v Maribor. Marko Rozner je bil Jud, ki je prišel iz Bukovine, to danes v Romuniji, pred prvo svetovno vojno v Maribor. Oba sta bila seveda zelo podjetna, ampak uspeh njunih podjetij ni temeljil zgolj na njuni podjetniški žilici, ampak seveda na dobro plačanih spoštovanih delavcih. Tisto, kar je seveda podobno pri obeh, je še to, da sta bila seveda vključena v kupico dobrodelnih zadev, oba sta bila člana Rotary kluba konkretno recimo. No, izpostavil pa bi recimo pri Marku Roznerju vse dve stvari in prvič to, da je bil Marko Rozner 38 leta prvi donator Akademije znanosti, današnje Slovenske akademije znanosti v Ljubljani, in pa da je v letih pred drugo svetovno vojno vodil ilegalne prehode
tisoče beguncev, ki so prihajali iz takrat že nacistične Avstrije in na ta način dobesedno rešil življenja tisočem ljudem. Tudi družina Rozner je sicer z veliko sreče uspela vojno preživeti. Po apostolovski poti čez pol Evrope so se med drugo svetovno vojno prebili do Palestine. Po vojni je bilo premoženje odvzeto, oče Rozner je bil obsojen podobno kot Hutter, kot kolaborant nacistov, zaradi tega se nikoli Maribor ni vrnil. Vsega tega pa tudi ne bi vedeli, če ne bi seveda pred 12 leti prišli v stik z hčero Marka Roznerja, to je Lidijo Rozner. No in ko sem pisal te zadeve, Lidija Rozner še bila živa, želel sem ji seveda ravno to fotografijo njene mladosti poslati, recimo v smislu, češ vaš spomin se je vrnil v Maribor, ampak žal je ravno včeraj v noči sredo na četrtek umrla, ne? In je seveda tare neka zadeva, ki pač bo ostala za njo seveda pač neizpolnjena, ne? Z našega vidika pa je potem seveda to še toliko bolj razlog, zakaj smo to razstavo naredili. Drugače pa sicer se bo Lidija Rozner zagotovo v kakšni prihodnji priložnosti zaslužila še dodaten spomin. No, še en taki detalj. Konkretno ena izmed družin, ki je prišla kot begunci iz nacistične Nemčije, 1933 let, je bila družina Hirš, oče in pa starejša hči, Liza, dijakinja takratne realke, predhodnica današnje prve gimnazije Maribor. Fotografijo sama je posredovala Majša Hiš, ki še vedno živi v Londonu, Margaret Stern je njeno ime, in zato tudi ta ne pripis, Maribor Aleksandra ulica, moj oče z mojo sestro. Namreč Aleksandrova ulica, torej neposredno tako za nami, je bila seveda v tem času promenada, in takrat je bilo moderno se tako fotografirati. Zdaj, kar je izjemna zgodba za to družino, ni seveda samo to, da so pač dobesedno iz Srednje Nemčije prišli pred nacizmom v Maribor in seveda na ta način se rešili daljne preganjanje, ampak da potem, ko so Maribor zapustili in so šli v London, je aprila 1941 tale Liza Hirš, kasneje poročena Holton, postala prva spikerka slovenskega programa BBC. Lahko si predstavljate, da v Londonu leta 1940 ni mergolelo ljudi, ki znajo slovensko, in čeprav na porojstvu ni bila Slovenka, ni živela od rojstva v Sloveniji, se je v teh 5 letih, ki je bila v Mariboru, tukaj naučila slovenščino, da je potem ves čas vojne bila torej oseba, ki je ljudem v okupirani Sloveniji prenašala resnico o dogajanju v drugi svetovni vojni. No in kar je zanimiv detalj, ko so pred zdaj že 15 leti ukinjali slovenski program BBC-ja, je ta ista Liza Hirš, takrat še živa, bila tudi zadnja spikerka slovenskega programa BBC. No, tale slika prikazuje dva člana družine Konštajn oziroma Zinger. Posneta bila 135 fotografij v Mariboru. Zdaj na prvi pogled v tekstu, če bomo pogledali, se zdi, kot da so samo pač nanizana imena in pač neki kraji in pa letnice, ampak malo natančnejši pogled bo opozoril na to, da se zelo pogosto krat ponovi, v večini primerov se ponovi letnica 1944 ali pa 1945 in pa eno samo ime, in sicer Auschwitz. Torej vso sorodstvo, oba dečka sta bila Auschwitza, vso njuno sorodstvo je bilo tako drugače v Auschwitzu, tako tudi sestrične teh dveh dečkov, ki vidimo tukaj, Gizela in pa Milica Konštajn, ki sta bile celo, kar mogoče vseh teh grozljivih zgodovine Auschwitza najbolj grozljivo, tako zvani Mengelevi dvojčici. Obe sta sicer vojno preživeli, vendar je tista, ki je bila dejansko poskusni zajček, malo po vojni umrla. Druga dvojčica je pa potem bila še v 70 letih konkretno recimo glavna priča na obnovljenem procesu proti Mengeleju. No, vse to nam govori o tem, da se po drugi svetovni vojni judovska skupnost v Mariboru ni mogla obnoviti, razen nekaterih redkih posameznikov so še živeli in so potem seveda tudi v omenjenem krogu delovali. Ni bilo recimo ničesar podobnega, kot je bilo pred drugo svetovno vojno, kaj šele v srednjem veku. No, zato je toliko pomenilo, da ljudje, ki niso bili Judje, so ohranili spomin na torej judovsko prisotnost, več jih je. Izpostavljamo seveda ne slučajno, pokojno Zlato Vokač Medic, ki je s svojima dvema romanoma, Marpurgi in pa Knjiga senc, v 80. in 90. letih to temo postavila v eno izmed najbolj prepoznavnih mariborskih zadev. Ne slučajno, jaz mislim, da je seveda tudi zaradi tega zavedanja potem v 90. letih prišlo mestnih oblasteh Mariboru do zavesti, da je treba sicer še vedno v osnovi srednjeveško sinagogo obnoviti. No in zgodilo se je, kar se seveda žal ne zgodi zelo dosti krat v Sloveniji, da je neka pač seveda zgradba srednjeveška dobila novo namembnost, postala je seveda najprej enota Pokrajinskega muzeja Maribor, od leta 2011 pa samostojni zavod, ki se ukvarja z judovsko zgodovino, seveda ne samo Maribora, pač pa celotne Slovenije. Tukaj je seveda fotografija najnovejšega datuma, tako izgleda torej zdaj tudi po zadnji sanaciji in pa za trenutno gostujočo razstavo Hedi Lamar.
Upam, da sem na ta način seveda tudi simbolno dobro predstavil, kaj je zdaj pravzaprav srž našega delovanja. Nikakor ne samo Maribor, ampak trudimo se biti čim širši, čim bolj bogati in glede na to, da imamo tako bogato temo, verjamem, da nam to uspeva in da nam bo še uspevalo. Sicer pa vabljeni, da si podrobnosti ogledate to razstavo, ne? In upamo, da še kaj podobnega v kakšnem drugem mestu in ta razstava še v kakšnem drugem mestu. Hvala.